Spoštovani profesor, dr. Peter Razpor, cenjeni visoki gostje, spoštovane državne svetnice in državni svetniki, poslanke in poslanci v državnem zboru, razpravljavci, gospe in gospodje. Izjemno čast mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma parlamenta in prvega doma civilne družbe ter v svojem osebnem imenu nagovorim na tradicionalni mednarodni konferenci ob Svetovnem dnevu varnosti hrane. V državnem svetu, kjer se prepletajo različni družbeni interesi in oblikujejo pobude za skupno dobro, se zavedamo temeljne vloge varne hrane. Prav to je razlog, da že 7. leto zapored gostimo posvet, na katerem izpostavljamo ključne izzive in rešitve, ki bodo oblikovale prihodnost varne hrane. Letošnji moto slovenskega dne varnosti hrane, varnost živil, znanost v akciji ponazarja, da je treba varnost živil zagotavljati od pridelave, predelave, skladiščenja, trženja ter ne nazadnje do končne priprave hrane za uživanje. Ob zavedanju pomena varnosti hrane sem že leta 2023 izpostavil pobudo za ustanovitev Neodvisnega inštituta za hrano in prehrano. Letošnji moto odraža način mojega razmišljanja in razumevanja potreb sodobne družbe ter izzivov, s katerimi se sooča Slovenija. Pahljačasto razpršeni akterji v naši državi sicer pomembno prispevajo k razvoju, vendar je prav strukturirano in konsolidirano povezovanje tisto, kar daje misli ostrino in omogoča preboje. Ključna pri tem sta tako stroka kot oblikovanje vsebine, kot država, ki ji moramo slediti z jasnimi političnimi odločitvami. Potrebujemo ne le vizionarski, temveč tudi operativni pogled, ki mu sledi odločna in učinkovita izvedba. V okviru Državnega sveta si Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jo vodi državni svetnik Branko Tomažič, dosledno in dejavno prizadeva za krepitev prehranske suverenosti in povečanje samooskrbe. Z jasno vsebinsko usmeritvijo redno odpira ključna vprašanja ter podpira vse pobude, ki prispevajo k celoviti in sistemski ureditvi področja varne hrane, prehranske politike in dolgoročne stabilnosti oskrbe s kakovostno hrano v Sloveniji. Dragoceno, dolgoletno in tvorno sodelovanje z zaslužnim profesorjem, dr. Petrom Razporjem, predstavlja enega izmed stalnih vsebinskih stebrov naših prizadevanj za večjo ozaveščenost o pomenu varne hrane. Profesor dr. Razpor svojo strokovno avtoriteto, vizijo in zavestjo skupaj z državnim svetom vsako leto oblikuje posvet, ki z jasno zastavljenimi slogani odpira prostor za razmislek, iskanje rešitev in spodbujanje napredka. Čeprav so premiki vidni, stroka opozarja, da institucionalni odziv pogosto ne sledi dovolj hitro, zato ostaja kontinuirano in strokovno utemeljeno sodelovanje še naprej ključnega pomena. Za prihodnost varne hrane in prehranjevanja je ključno, da pritegnemo zanimanje mladih ter jih spodbudimo k aktivnemu soustvarjanju varnega, odgovornega in odpornega prehranskega okolja. Gre za nalogo, ki presega generacijske in strokovne okvire, saj je varnost hrane temeljna os za zdravje, zaupanje in celostno dobrobit družbe. Pot živeža se začne na njivi, travniku, v vodi, nadaljuje se v predelavi in izdelavi živil. Zato v distribuciji in vse pogosteje v naprejšnji pripravi jedi izven družinske kuhinje. Vse to močno posega v našo kulturo in način bivanja. Izzivi, s katerimi se soočamo, imajo danes povsem drugačne obraze kot v časih preteklih generacij. Prav zato moramo celovito obvladati raziskovalno in razvojno okolje, ki bo kos nalogam današnjega časa.
še bolj pa izzivom, ki prihajajo. Če ne bomo ukrepali pravočasno, se bo prehranska piramida začela lomiti, oskrbovalna veriga pa rušiti. Raziskovanje ni le pomembno, je nujno. Le tako bomo lahko našli učinkovite poti in rešitve za gradnjo trajnostne prehranske varnosti v Sloveniji. Spoštovani, nizka prehranska samooskrba, vplivi podnebnih sprememb, razdrobljenost med institucijami in prešibka vključenost mladih v prehransko verigo so izzivi, ki zahtevajo takojšnje in usklajeno delovanje. Rešitve so dosegljive. Ustanovitev Nacionalnega inštituta za hrano in prehrano, okrepitev kratkih lokalnih prehranskih verig, sistemska prehranska vzgoja v šolah, spodbude za mlade kmete in promocija inovacij v prehranskih startupih. Vse to so konkretni predlogi in ukrepi, ki jih lahko uresničimo z jasno vizijo in zavedanjem skupnemu dobru. Ker varna hrana ni samoumevna, temveč rezultat sodelovanja in odločnosti, vas pozivam, da skupaj prispevamo k odločnejšemu ukrepanju, boljšemu povezovanju ter k jasnim usmeritvenim politikam. Naj bo današnja razprava korak v tej smeri. Hvala lepa za vašo pozornost in prispevek.